pa družba moja, bom pozdravil, lahko mu rečem glasbena legenda, ne? Lahko mu rečem brez problema, lahko mu rečem tudi soimenjak, ja, tudi tako mu lahko rečem. On je, spomnim se ga, nekako skupina, pri kateri on igra, je začenjala kariero nekako istočasno kot jaz. Mi smo, ko sem jaz povezoval razne prireditve, so oni nastopali, ne? In se spomnim, da smo se takrat srečevali, takrat so imeli oni še eno drugo pevko, ampak takrat smo se tudi prvič takole bežno srečala. Je pa to en zelo čeden fant, ne? Takrat je imel lase, potem se je pobril, ampak je ostal čeden v vseh različnih verzijah, tako da pa tudi dober glasbenik, fajn človek, faca, možak na mestu. In seveda o kom govorim, ne? Govorim o Iztoku Melanšku, dame in gospodje, članu legendarne skupine Tabu. In jaz mislim, da imamo Iztoka zdajle na telefonski oziroma na Skype zvezi. Iztok, se vidva, slišiva in vidiva. Vse to, vse našteto, joj, kako lepo si me napovedal. Lej, moral sem, z vsem dolžnim spoštovanjem, ne? Mi pa povej, kje si, v kakšni glasbeni trgovini ali celo pri sebi doma, kjer imaš to kitar? Ja, jaz sem oboje, tudi spet vse našteto, pri sebi doma, v moji glasbeni trgovini. Tako da, če želiš kjer od teh, je naprodaj, no. Čuj, zadnjo kitaro, ko sem jo imel, sem jo prodal, ne? Nisem imel za kruh, igrati ne znam, pa sem jo prodal, ne? Ja, to je pač napake delamo ljudje skozi vse življenje, ne moreš se pogledati. Drži. Iztok, na hitro, če rečeva, takole, če se ozreš skozi kariero skupine Tabu, pri kateri si od samega začetka, česa se, vem, da bo to mogoče težko, ampak česa se najbolj spomniš? A se spomniš začetkov, se spomniš sredine ali se spomniš zdaj na konc? Kaj ti je ono najbolj fajn, kaj te pogreje pri srcu, ko se spomniš, no? Spomnim se čisto vsega. Mogoče kakih afterjev po koncertih, mogoče ne, ampak kaj bi rekel, vedno se je fajn spomniti vsakega novega začetka, ko smo ga naredili. A ne, ker, kot veste, smo zamenjali dve pevki. Zdaj, ta tretja z nami, Eva, že gre nekaj časa, ni več nova. Ampak vsakeč, ko smo začeli znova, ko se nam je odvalil tisti kamen iz srca, da bomo spet lahko delali, je bilo lepo in to je to, za kar delamo, ker vidimo, da nam je še vedno lepo. Ampak ni zanimivo, Iztok, da ste, kot kaže, vedno znova izbrali prave pevke, ne? Če gledaš, vsaka je bila po svoje zelo močna, imela je veliko bazo oboževalcev, tudi glasovno unikatna, ampak vam je nekako vedno znova ratalo, da je ta nova, ki je prišla, je mogla res stopiti v ogromne čevlje, ampak nekako je uspelo in tudi zdaj ta novi, če rečemo Evi, mislim, da se čedalje bolje nekako kali in mislim, da malo rabi in bo na tem rangu, ko sta bile prejšnji dve, če ne morda celo boljša. Kako vam rata zbrati in najditi vedno na tako fajno nadomestilo, če ga pač že morate, ne? Malo imamo izkušenj. Nismo toliko mlad band, tudi nismo toliko mladi fantje več, tako da določene stvari so se nabrali z leti in tudi mi že malo vemo, kaj je treba v človeku poiskati, če hoče biti pevec. In če se potem še nekako kemija poklopi, je to, rekel, že skoraj ziherca pri nas. Zakaj imate pa vedno pevke? Zakaj kdaj ne probate s pevcem? Kaj zdaj provociraš? Ja, prašam, ne? Zdaj naj teh 21 let komadov, ki so napisani v ženskem spolu, prevajamo v moški spol. Mislim, lej, če vam z babam ne gre, ne, probite s tipi, to sem hotel reči, ne? Saj nam gre čisto dobro, saj 8 let je kar dolga doba. To imaš pa tudi prav, to se že marsikera zveza skrha, ne? Tako. To imaš pa tudi prav. Iztok, ti si veljal in še vedno veljaš za prvič najbolj seksi člana vaše skupine in pa tudi z enega izmed najbolj seksi slovenskih glasbenikov. Pa mi ti povej, vedno ko koga okitimo s takšnim nazivom, se on spreneveda, da tega ni vedel, da to ni res, da to sam ljudje govorijo. Pa da mi ti povej, se zavedaš ti tega svojega imidža, da si ti človek, ki ga imajo punce pač rade?
A to obstaja kakšna lestvica, kakšno Veš, da je. glasovanje, je to Pazi, zgolj tvoje subjektivno mnenje? to so uradni podatki v glasbeni enciklopediji Republike Slovenije. Ne ti to zdaj, tak je. Ja, kaj ne rečem. Jaz bom ostal lepo politično skromen in bi želel, da mi ta link pošleš, no, da se bom naslajal. Ampak hvala, če tako misliš, tudi ti si zelo simpatičen. Hvala, vem. Vse smo isto, pa ne. To bi mogel jaz odgovoriti, ne? Istok, to mi še povej, po vseh teh letih preigravanja, špilanja, nastopanja, odkje je dejansko en tak glasbenik kot si ti, vem, da si z dušo pri stvari, da ne bi mogel blefirati, če si ti ne bi več ljubil, po moje bi nehal, ampak odkje jemlješ to energijo, da si še vedno na odru tako, kot si dejansko bil, ko sem te gledal na tem zadnjem nastopu, ko ste ga imeli v živo, zdaj v času korone, takšen si, kot si bil, no, veš, ta feeling imaš, brenkaš na kitaro, tak si, kot si, nisi se postaral v smislu energije, niti malo, odkot to pride? Ja, kaj mi delaš? Hvala ti za tole. Tako bom rekel, če imaš muziko rad, pa če imaš srečo in ajde rečemo blagoslov, da lahko igraš v takem bendu, kot igram jaz, kaj bi se sekiral, samo živi, vsak špil uživi vsako sekundo, ki ti je dano, da to delaš. Ne? Super! Istok, posloviti se morava, ker nam je zmanjkalo časa, samo še 15 sekund ti dam, da na hitro poveš, kam bomo videli zdajle. Videli bomo naš video spot, naslov je Love System, nekaj, kar bi, tak sistem bi potrebovali trenutno, ne pa to, kar imamo, to mišljenje vsega slabega. To se rabi, Love System se rabi. Super, torej naj zmaga ljubezen, Istok, lepo bodi, fajn te je bilo videti in se vidimo ob kaki naslednji priliki. Čau! Torej, dame in gospodje, to je bila dobra volja z Istokom, vi pa se zdaj s tabuji zapeljite torej v ta Love System in dajte upoštevati to, kar je rekel Istok, naj zmaga ljubezen, dajmo negativo stran, dodajmo še dobro voljo in smo lahko nasmejani do konca naših dni. Čau, vidimo se 19:15 v novem Faktorju.